Prihajam iz Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki je javni zavod, katerega glavna dejavnost je raziskovanje in pa eksperimentalni razvoj na področju agronomije. Kot pa že ime samo inštituta pove, pa je ena vodilnih področij hmeljarstvo. V nadaljevanju vam bi želela predstaviti naše delo in rešitve na področju vpeljave biokrožnega gospodarstva v hmeljarstvo in nove biorazgradljive materiale v hmeljarstvu. Hmeljarstvo ostaja največja izvozna panoga v kmetijskem sektorju Slovenije in ima velik pomen za razpoznavnost Slovenije v svetu. Ker pa je hmelj ovijalka, potrebuje za svojo rast oporo. V Sloveniji večina hmeljarjev za namen opore uporablja sintetično polipropilensko vrvico. V tem primeru so storžki edini koristen del rastline za nadaljnjo uporabo, največji delež seveda v pivovarstvu. Stebla in listi, tako imenovana hmeljevina, pa predstavljajo 2/3 biomase celotne rastline. Kar na letni ravni v Sloveniji znaša 15 ton hmeljevine na hektar, in če to preračunamo po površinah, koliko hmelja se v Sloveniji prideluje, to znaša 23.000 ton odpadne hmeljevine letno. Partnerji projekta Live Biotop smo pristopili k iskanju rešitev, da bi zamenjavo polipropilenske vrvice z biorazgradljivo vrvico hmeljevina postala kasneje uporabna in osnovna surovina za kompostiranje ter ekstrakcijo vlaken, ki se lahko uporablja za izdelavo novih industrijskih produktov. Kako smo si zamislili krožno gospodarstvo v hmeljarstvu, smo ponazorili na shemi s krogi. Prva rešitev je ta, da se hmeljevina, prepletena z biorazgradljivo vrvico, skompostira. Vrvica namreč v pogojih pravilnega kompostiranja razpade na vodo, ogljikov dioksid in pa organsko maso. Druga rešitev pa je ta, da se vlakna iz hmeljevine uporabijo za izdelavo biokompozitov, ki se uporabijo za izdelavo biorazgradljivih vrtnarskih lončkov, ki so industrijsko kompostabilni. Izdelana je bila izpopolnjena hmeljarska vrvica na osnovi polimlečne kisline, torej PLA. Proizvodnja tehničnih vrvic se prične s taljenjem in ekstruzijo granul polimlečne kisline. Polimer je ekstrudiran v obliki filma, katerega se v nadaljnji fazi razreže na niti, raztegne in ohladi. Niti se nato navijajo in prepletejo v vrvico. Na vsakem koraku proizvodnega procesa se izdelek preizkuša, da se zagotovi optimalna kakovost. Tekom razvoja Biotop vrvice v sodelovanju s partnerjem iz Portugalske smo vzorce preizkušali tudi med in po uporabi, saj stremimo k najboljšim možnim rešitvam za pridelovalce hmelja. Vsakič smo izdelek testirali v praksi in prilagajali s ciljem dobiti vrvico, ki bo dovolj močna za oporo rastlinam, bo prenesla ujme v hmeljiščih in se obenem dobro obnesla tudi na obiralnem stroju. Modifikacije na vrvici, ki je v osnovi izdelana za paradižnik v rastlinjakih, so bile narejene z namenom, da bo zdržala na njivi s hmeljem in bo kompostabilna na kmetijah samih. Namreč prvotno je bila vrvica industrijsko kompostabilna, mi pa stremimo k temu, da jo bodo lahko hmeljarji sami skompostirali tudi na svojih kmetijskih zemljiščih. Na inštitutu že 3. leto izvajamo tudi poskuse kompostiranja v sodelovanju s hmeljarji, s ciljem izdelave strokovnih in pa tehnoloških navodil, kako naj se hmeljevina s to vrvico kompostira, da bo nastal kompost, ki ne bo vseboval nobenih umetnih primesi in bo obenem higieniziran. Hmeljarska vrvica pa se bo znotraj kompostnih kupov s pravilnim pristopom hmeljarjev razgradila. V kompostu je namreč skladiščenih veliko hranil, ki se sproščajo počasi in dobro delujejo na dolgi rok, kompost pa vsekakor pozitivno vpliva na ohranjanje rodovitnosti tal.
Hmeljevina, ki ne vsebuje plastike, je postala tudi surovina za ekstrahiranje vlaken. Torej je predpogoj hmeljevina nadaljevanja krogotoka hmeljevine uporaba biorazgradljive PLA vrvice v hmeljiščih. S tem se hmeljevina spremeni v primarno surovino za izdelavo ne le komposta, ampak tudi biorazgradljivih izdelkov, s čimer se lahko količina agroodpadkov v hmeljarstvu bistveno zmanjša. Naši projektni partnerji stremijo k razvoju novega biokompozita za brizgane materiale na osnovi vlaken hmeljevine in polimlečne kisline, ki vsebuje vsaj 30% hmeljevih vlaken. Ta biokompozit v podjetju Tekos uporabljajo za izdelavo sladilnih lončkov, kar vam bo kasneje natančneje predstavila dr. Žepič Bogatajeva. Nekaj manj kot 1000 brizganih sladilnih lončkov je trenutno v fazi testiranja tudi na našem inštitutu, kjer so v njih posajene sadike hmelja. Preučili bomo odziv teh lončkov na pridelovalne razmere v praksi. Po končanem testiranju pa se nam seveda odpira vprašanje, kam s temi porabljenimi bioplastičnimi lončki. Hvala za vašo pozornost.